Dober večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje v naši tedenski izdaji. Danes v njej predstavljamo tudi akcijo Manj svečk za manj grobov. Akcijo, ki jo predstavljamo že vsa ta leta in ob teh prihajajočih praznikih več kot dobrodošla. Kako potrkamo na vaša srca že čez nekaj trenutkov? Tako, v našem studiu pozdravljam moji nocojšnji gosti, to sta Alenka Gabrovec in Mihaela Rožej. Dober večer. Dober večer. V sklopu akcije, ki jo organizira dobrodelno društvo Fundacija Svečka, bomo danes nekaj več povedale. Alenka, vi ste tako ali tako vsako leto pri nas ob tem času, ko poudarite, kako pomembno je, da smo ljudje ekološko ozaveščeni, da ob svojih navadah nekako vedno moramo čedalje bolj pomisliti tudi na okolje. Smo veseli, da ste tudi danes tukaj. Ampak akcijo, ki ste jo pripravljali v preteklih letih na celjskem področju, ste letos še razširili v Vojnik in v Šentjur. In gospa Mihaela, vi boste nekaj več povedali, kako v Šentjurju poteka ta akcija. Ampak najprej, Alenka, dajmo malo spomniti. Ekološko-humanitarna akcija Manj svečk za manj grobov tudi letos s čim nagovarja vse? Kakšno je vaše poslanstvo? V bistvu poslanstvo celotne akcije je v tem, da se vsaj za kakšno svečko zmanjša na grobovih ta fama, da svečke morajo biti in da se mogoče na mesto svečke da zastavica. Vsako leto vedno znova poudarjamo, da to ne pomeni, da če so zadržki zaradi družine, da to svečko daš na grob, lahko jo neseš tudi domov, zato ker bolj kot ta sveča, zastavica ali pa angelček je bolj pomembno to, da se spomniš tistega, ki je že umrl. V bistvu akcija je tako, da daš vsaj eno svečko stran in ta denar podariš v dobrodelni namen, lahko k nam, lahko kam drugam, ampak pri nas v bistvu ta denar potem namenimo za točno izbrano sredstva. Letos v Celju za gospoda Bernarda Vodepa, 56 let starega gospoda, ki ima multiplo sklerozo, je v bistvu tako zelo prijazen, nikoli ne jamra, da je karkoli narobe, ampak ko slišiš njegovo zgodbo, ugotoviš, da dejansko bi imel. In v bistvu letos mi v Celju zbiramo za njega. Lepo. Kaj pa v Šentjurju? Preden Alenka vprašam, kako se je prijela akcija, kako pa se boste v Šentjurju letos lotili prvič, ne? Prvič, ja, smo se letos lotili tega. V bistvu enostavno me je to nagovorilo, že nekaj let spremljam to zadevo in ker se pač nihče v Šentjurju za to še ni odločil, sem se odločila, da bom to naredila jaz, da bom postala koordinatorka tega, zaradi tega, ker enostavno, ker sem lani po 1. novembru šla na pokopališče in videla tam zadaj poln kontejner in še okrog njega ostankov plastike od sveč, sem si rekla, na tem področju je potrebno nekaj narediti, zmanjšati. In ta akcija je za meni nekaj prijetnega, ker dejansko nikomur ne škodimo, vendar le koristimo okolju z zmanjšanjem uporabe sveč. Hkrati je pa to humanitarni namen, da pomagamo nekomu v našem okolju. In v bistvu smo se v Šentjurju odločili za varstveno-delovni center Šentjur in sicer v prvi vrsti za nabavo defibrilatorja, ki bo nameščen pred varstveno-delovnim centrom v Šentjurju in je praktično namenjen vsem Šentjurčanom oziroma komarkoli, ki bi to pomoč potreboval. Drugo pa so pa gibalno-športni pripomočki za varovance VDC-ja, ki so več kot dobrodošli in potrebni. Tako. No, Alenka, kako recimo v Šentjurju, torej ste prvič pristopili k akciji, kakšnih rezultatov še nimate, ne znate povedati, kako se bodo ljudje odzvali ali pa mogoče že imate kakšen odziv ljudi? Imamo odziv prostovoljcev, ki se prijavljajo na akcijo, tega smo zelo veseli. Nekako toploti je pri srcu, da ljudje začutijo, da s tem, ko podarijo, 2, 3, 4 ure na stojnici, prostovoljno, da ponudijo to našo zastavico sočutja v zameno za darovani dar namesto svečke 2 ali več, lahko s tem ogromno pripomorejo
k nekomu, ki ga bomo s tem močno razveselili. Tako. Alenka, že 11. leto sicer po Sloveniji fundacija organizira tovrstno akcijo, v Celju torej 4. leto. Kakšen odziv imate vi iz preteklih let? V bistvu akcija se je zelo lepo prijela. Ljudje me vedno še preden je 1. november pokličejo, vprašajo, kje lahko zastavice dobijo. Nekako jim še ni najbolj jasno to, da jo ne morejo kupiti, ne? Da lahko jo dobijo in zato pač donirajo nekaj. Ne vem, velik odziv oziroma napredek recimo pokazala tudi osnovna šola Lava, ki vsa ta leta pomaga pri akciji in letos tudi v sklopu akcije oni na šoli zbirajo prav denar za to namen, tako da dajo zastavice, prostovoljni prispevek. Se je pa nekako že prijela akcija, no, tako da jo že ljudje poznajo in vajo in je že tudi tako, ne vem, te, ki so oddaljenih krajev, me pokličajo iz Slovenske Konjice ali dlje, ne, ki lahko vzamejo in zdaj sem jim lahko rečem, da celo v Vojniku, ne, in na drugi strani v Šentjurju, tako da mislim, da se bo akcija se širi, ne, tudi akcija. Vprašala bi vaju še, zdaj omenili ste prostovoljce. Kako recimo poteka sama akcija? Vi imate seveda pripravljene te zastavice, ki jih vidimo tudi na naši mizi, potem pa prostovoljci so tisti verjetno, ki na pokopališčih, še na katerih drugih lokacijah verjetno predstavljajo akcijo, ne? Prostovoljci so verjetno vedno dobrodošli, jih imate dovolj, bi mogoče še koga povabili, ne vem, preko naše televizije, naj pridejo, naj pomagajo, ne? Naj se priključijo akciji, tako v Celju kot tudi v Šentjurju. Zagotovo. No, mi v Šentjurju bomo imeli stojnico na parkirišču pred pokopališčem v Šentjurju in sicer 26., 27. ter 30. in 31. oktobra od 8. do 12. ure, pa od 14. do 18. ure. To je čas, kjer bodo lahko prostovoljci tudi na tej stojnici ponudili zastavico sočutja, darovalci pa lahko darovali svoj prispevek. Ni pa to edina način donacije, ne? Ja. Še imate kakšnega, ne, preko SMS-ov tudi, ne? Tako, SMS donacija Svečka 5 na 1919, recimo ena izmed teh oblik tudi, ali pa tudi z donatorsko pogodbo dejansko, kdo želi še več darovati, kot je tole v teh manjših zneskih ali pa kakorkoli. Tako, torej v Šentjurju boste zbrana sredstva namenili za nakup defibrilatorja in pripomočkov za povečanje gibalnih sposobnosti za varovance VDC Šentjur. V Celju pa, Alenka, kje vas najdemo, prostovoljce vaše? V Celju nas najdete od 26. do 1. od 26. oktobra do 1. novembra na mestnem pokopališču, na stari lokaciji, tako ironično pred avtomatom za sveče. Bomo od 9. zjutraj do 5. popoldan, hkrati nas pa najdete tudi 26. oktobra na mestni tržnici v Celju od 9. oziroma od 8. do 12. ure. Super. Tudi lahko še darujemo preko SMS-a tudi tukaj, ne? Enako kot v Šentjurju ali preko SMS-a Svečka 5 na 1919 ali preko donatorskih, sponzorskih pogodb in tudi preko TRR-ja direktno. Se najdejo, ne? Po spletu so podatki. Točno tako. Tudi. Torej, Celjani pa zbirate sredstva za 56-letnega Bernarda Vodeba za nakup medicinskih pripomočkov. Točno tako. Kako pa v Vojniku? V Vojniku pa verjetno podobna zgodba, ne? Zdaj nimamo sicer predstavnice Vojnika danes tukaj, ampak tudi v Vojniku, ne? Torej lahko na pokopališču jih najdejo in tudi ti so v sklopu akcije. Definitivno. Mislim, da zbirajo za Rdeč križ, nekaj takega. Je dejansko za neko društvo, ki se za socialno ranljivejše, to je pa tako ali tako vedno verjetno, ne, tisti pogled, da poskušate pomagati tudi na tak način in konec koncev, da nam date možnost, da pomagamo preko vas. Lepo. Hvala lepa obema za obisk v našem studiu. Mogoče bi jaz za konec le še povabila tako prostovoljce, naj se vam pridružijo, če jih še potrebujete koga, da zraven z vami malo pomaga, in pa vse tiste, ki seveda želijo pomagati takole zastavico in v zameno za dobrodelni prispevek naredijo nekaj dobrega. Ne samo za spomin, ampak tudi za okolje, ne? Sigurno. Tako.
Drži, jaz pravim, da je to akcija manj svečk za več nasmeha. To pa vedno nasmeh je, vedno pa zdravje in če lahko tudi tako z nasmehom pomagamo, ki ga vsak ima in je zastonj. Za reševanje življenja. Ga lahko tako dobro unovčimo in izkoristimo. Dragi dami, hvala lepa za vso vajen trud, za vso vašo podporo vsem projektom in pa seveda želim veliko uspeha in če ne drugače, spet čez kakšno leto v našem studiu se snidemo, velja? Hvala. Srečno. Srečno. Tako, od naših gostij, ki sta humanitarni, pa nadaljujemo s humanitarnostjo. Ob tem smo poskusili tudi odlična slovenska vina in predvsem se izobraževali o pitju vina, o kulturi vina pri nas. Več pa v prispevku Vince. Društvo Vince je minuli vikend v dvorani Celjskega mladinskega centra predstavilo svoj prvi javni dogodek, na katerem so želeli čim bolj izobraževati, ozaveščati in promovirati slovensko vino kot živilo, ki ga ne uživamo zgolj zaradi druženja, ampak tudi in predvsem zaradi kvalitete ter mnogih zgodb, ki jih utkejo pridni pridelovalci v njihovo izbrano žlahtno kapljico. Slovenska vina so odlična vina in to so člani društva spoznavali na številnih izletih v različna vinorodna območja. Na leto obiščejo različne vinske mikroregije, radi pa se udeležijo tudi drugih dogodkov, ki poskušajo prispevati k kvaliteti dviga vinske kulture pri nas. Doslej so na izletih obiskali že več kot 100 vinarjev, v glavnem po Sloveniji, vsako leto pa gredo vsaj enkrat tudi v tujino. Naše poslanstvo in cilj je širiti, vinsko kulturo v našem mestu in širši okolici. Delujemo od leta 2014, čeprav nismo še, smo še vedno neformalno društvo, delujemo zelo resno, imamo sprejet pravilnik, vsako leto organiziramo skupščino. Temelj našega delovanja so pa do sedaj bili, izleti v razna vinorodna območja, spoznavanje novih vinarjev, njihovih načinov predelave in njihovih zgodb. Vsi tukaj se učimo, se dosti vidimo in se naučimo o sami vinski kulturi in normalno o sami predelavi vina. Kot so poudarili na dogodku, ne poznamo le rdečega in belega vina, kot ljudje v večini zmotno menimo. In tudi zato so se odločili, da tokrat prvič pripravijo dogodek, ki bo tudi v Celju usmerjen v izobraževanje kulture pitja vina. Ja, takole lahko rečem, da, ker sem pa že kar nekaj časa na tem svetu, da imam priložnost spremljati izpred mnogo let, pa do danes, kako so stvari tekle v zvezi z to kulturo pitja. Lahko se malo pohvalimo, ne pa še povsem. Menim, da je Celje vendarle še v tistem prostoru Slovenije, ko je na neki meji tistega, ali bomo visoko kultivirano pristopali k vinu in alkoholnim pijačam, ali bomo pravzaprav tudi na nek način še zlorabljali njihovo moč. Tako da lahko rečem na eni strani, lahko smo veseli, kultura pitja vina se širi, vendar če primerjamo seveda v statističnih številkah, je še vedno pivo daleč naprej, vino pa nekje na polovički tega, kolikor je pač piva popitega. Tako da skozi ta pogled nismo najbolj zadovoljni. Tudi sam sem seveda vinoljub in se ukvarjam z vini na pač svoj način in sem sporočilen, vem, da veliko prenašam na ljudi, kar je pač potrebnega vedeti o kulturi pitja vina, vendar seveda počasi gre to. Dogodek Vince pa je imel tudi humanitarno noto. Organizatorji so se namreč odločili, da bodo pomagali 3 družinam, ki so jim preko Zveze prijateljev mladine Slovenije podarili dobrodelni izkupiček 1200 evrov. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Poslovne prostore z lastnimi parkirišči imajo na dostopni lokaciji nasproti glavnega vhoda v celjski sejem. Posredujejo pri prodaji vaše nepremičnine, svetujejo in odkupijo vašo nepremičnino, sestavijo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujejo ter še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin.
Avtocenter Celeja je uspešno družinsko podjetje, ki že vse od leta 1995 zastopa in prodaja nova vozila znamke Opel, nudi dodatno opremo in rezervne dele, odkupujejo in prodajajo pa tudi rabljena vozila, opravljajo kleparska in ličarska dela, cenitev škodnih primerov in sklepajo zavarovanja za vozila. Najdete jih na Mariborski 107 v Celju. Skupaj s poslovno enoto Avtohišo Jakopec iz Velenja pa uspešno pokrivajo območje Šaleške in Savinjske doline, Koroške in Celjske regije. Glavni moto Avtocentra Celeja je vsa ta leta: zadovoljen kupec je naš uspeh. Gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Še k zadnjem sklopu današnje tedenske izdaje gremo, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Tudi danes je z nami načelnik upravne enote Celje, Damjan Vrečko. V katerem jeziku mora biti izdelana projektna dokumentacija? Projektna dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Razen posameznih vsebin in delov, ki se izdelujejo s pomočjo programske opreme v tujem jeziku, pri čemer je treba podatke povzeti in razložiti v slovenskem jeziku. Čemu je namenjena projektna dokumentacija in kateri so njeni posamezni deli? Projektna dokumentacija ali njeni posamezni deli so namenjeni pridobitvi predodločbe, pogojev in mnenj, gradbenega dovoljenja za objekt, prijavi začetka gradnje in izvedbi gradnje, pridobitvi uporabnega dovoljenja in uporabi objekta ter njegovemu evidentiranju. Njeni posamezni deli pa so: projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, s kratico poimenovana DGD ali dokumentacija za gradbeno dovoljenje. Po prejšnjem zakonu se je to imenovalo projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s kratico PGD. Nadalje projektna dokumentacija za izvedbo gradnje s kratico poimenovano PZI. Projektna dokumentacija izvedenih del, ta pa s kratico se poimenuje SPID. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, predvsem humanitarnost je bila tista rdeča nit današnje tedenske izdaje, pa naj ne bo tako samo danes, naj bo le-ta vedno v naših srcih. Pripravljenost pomagati je največje darilo, ki ga lahko v življenju prejmemo in tudi damo. Bodite humanitarni, pomagajte sočloveku, pa bo tudi na tak način svet lahko hitreje lepši. Lepo se imejte in bodite z nami tudi prihodnjo sredo. Nasvidenje.